Lep pozdrav iz Bruslja. Tokratni teden v Evropskem parlamentu bo precej naporen. Poleg mini plenarnega zasedanja bomo namreč zasedali tudi v številnih stalnih odborih. Tako bomo recimo v odboru, ki je pristojen za industrijo, raziskave in energetiko, razpravljali o učinkih zakonodaje z področja telekomunikacij. Morda se še spomnite, da smo lani poleti omejili, kakšne smejo biti najvišje cene za klice v tujino. No in danes in jutri nam bodo strokovnjaki in komisija predstavili rezultate te zakonodaje. Poleg tega smo pred časom ustanovili tudi Evropski tehnološki inštitut in na to delo predali strokovnjakom, ki morajo neodvisno od politike zasnovati organizacijo in vsebinsko delo inštituta. Direktor Evropskega tehnološkega inštituta nam bo predstavil, kaj so do sedaj storili. Poleg tega je v tem mandatu tudi nov Evropski raziskovalni svet, ki upravlja z spodbudami na področju temeljnih raziskav. Vodstvo tega Evropskega raziskovalnega sveta bo obiskalo naš odbor ter nam predstavilo rezultate njihovega dela. V odboru za podnebne spremembe bomo glasovali o poročilu, v katerem predlagamo Evropskemu parlamentu strategijo, kako ukrepati na področju podnebnih sprememb po letu 2012. Hkrati pa se bomo pripravili za mednarodno konferenco o podnebnih spremembah, ki bo naslednji teden potekala v Poznanu na Poljskem. Upam, da bomo uspešni in da se bo svet uspel dogovoriti o nadaljnjih korakih, kako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in kako se pripraviti na posledice podnebnih sprememb. Na plenarnem zasedanju bomo govorili med drugim o predsedovanju Francije v tej drugi polovici leta 2008. Prepričana sem, da bomo veliko spregovorili o energetsko-podnebnih temah. Poleg tega bomo posebej izpostavili še področje, kaj poteka na področju podnebno-energetskega paketa, kako blizu sta prišla svet in Evropski parlament. Želim pa si, da bi tokrat tudi izglasovali inštrument za odzivanje na hitro rastoče cene hrane, ki bo pomagal državam v razvoju in predvsem ljudem, ki trpijo lakoto zaradi teh višjih cen.